Lepo pozdravljeni na začetku 27. seje občinskega sveta. V naši sredi pozdravljam tudi poročevalce, vidim tam direktorja Bistriške komunale, strokovnega sodelavca, ravnatelja vrtca, medije in pa seveda občinsko upravo. Uvodoma moram opravičiti magistrico Ksenijo Klamfer, Branka Založnika in pa Slavka Hrena, tako da je prisotnost 20, lahko normalno delamo. Najprej bi predlagal, da pogledamo in potrdimo zapisnik zadnje seje, ki je bila praktično 3 mesece nazaj v teh prostorih, 29. junija. Zapisnik ste prejeli skupaj z vabilom. Sprašujem, če je kakšna pripomba glede zapisnika 26. seje, to je redne seje občinskega sveta z dne 29.6. Ugotavljam, da ni pripomb glede zapisnika, zato predlagam občinskemu svetu, da potrdi zapisnik te seje. Kdo je za? Barve imamo malo drugačne. Ne prime? No, saj zato pa imamo te potrjevanje zapisnika, da tehniko preverimo, če deluje. Vidim, da še je 2, sta še ne primeta. Na delu? Enka ali dvojka, ja. Evo, zdaj pa bo. Hvala lepa. Ugotavljam, da je zapisnik soglasno potrjen. Imamo še en zapisnik, to je prva izredna seja iz dne 26.9. Tudi tu sprašujem, če so glede zapisnika pripombe. Gospod Štromajer. Ja, hvala. Za zapisnik 26. redne seje smo dobili spisek pregleda realizacije sklepov. V gradivu, ki smo ga dobili za to sejo, pa ni bilo pregleda realizacije sklepov prve izredne seje, pa me zanima, zakaj to ni bilo priloženo s sklicu seje. Bom prosil pravnico za pojasnilo. Ok, bo. Še pride, torej mislim jaz. Ok, hvala. Še kakšna pripomba glede samega zapisnika? Ugotavljam, da ne. Zato predlagam občinskemu svetu, da potrdi zapisnik prve izredne seje. To je za. Hvala lepa. Tudi zapisnik je soglasno potrjen. Smo pri predlogu dnevnega reda. Skupaj z vabilom ste dobili tudi dnevni red, ki je tokrat nekako normalno kratek z 9 točkami. Sprašujem, če so kakšne pripombe, predlogi glede samega dnevnega reda. Gospod Štromajer. Ja, na začetku 26. redne seje smo imeli eno kar burno, 15-minutno, če ne pol urno debato na temo prenosa seje občinskega sveta v živo preko spleta. Potem, ko je županska koalicija preglasovala oziroma so odločila, da bo s sklepom prepovedala prenos sej spleta, je bilo zagotovljeno oziroma nam je bilo obljubljeno, da bomo to rešili na prvi naslednji seji, to je danes. V pregledu predloga dnevnega reda ugotavljam, da rešitve v obliki spremembe poslovnika, dopolnitve poslovnika, ki bi omogočil live stream, se pravi prenos sej občinskega sveta v živo, ni na dnevnem redu. Jaz se sprašujem, če je to prišlo do neke administrativne napake, prišlo do problemov pri pripravi, zdaj sami ste rekli, da že se dolgo nismo dobili, tako da časa za pripravo tega zagotovo ni bilo premalo. Če bi vedel, da v bistvu se to ne bo pripravilo, bi to jaz predlagal. Zdaj pa moj predlog je, da se to pripravi in uredi, da se lahko seje občinskega sveta, kot smo se dogovorili, predvaja v živo. Hvala. Tudi sam sem se sprašal, ko sem videl dnevni red, očitno ni prišlo do realizacije tega, da bi se pripravil pravilnik, kar je bilo takrat rečeno v poslovniku, da se to uredi. In ja, vzamemo to kot podbudo, ne kot pripombo na dnevni red, da se to pripravi. Jaz nisem pravnik, se s tem ne obadam. Tako? No pa na glas povej, nam je zdaj tolmačil. Vmes v tem času tudi kontrolo z Ministrstva za javno upravo in so nam še posredovali neke pripombe in dopolnitve k spremembi statuta in poslovnika, tako da bomo pristopili k spremembi do konca leta obeh aktov. Poslovnika in statuta še enkrat. Res bi prosil, če lahko naslednji, torej jaz to pripravil, sem nobenega problema. Smo se razumeli.
v postopku priprave je bilo, glede na pripombe moje uja, zadeva teče. Gospod Ofendavšek, sem prav razumel? Ja. Ja, hvala lepa. Samo sem imel eno pripombo. Jaz gospoda Štromajerja zelo spoštujem, kako vse vas, ampak ne bi pa rad, da bi se mi tu preštevali. To, kar si rekel izmed tvojih vrstic, je mene malo prizadelo. Vete, jaz sem neutralen človek, mi se ne moramo tu zdaj preštevati, kaj kjer, in to me malo moti. Vi pozicija, oni, koalicija, tu vsem te, ko smo mi. Ok, jaz predlagam, da se osredotočimo na dnevni red. Je s predlaganim dnevnim redom vse ok? Gospod Lenšček, pardon. En predlog imam glede, hvala lepa, dobro večer, glede 8. točke dnevnega reda, ki se mi zdi, da je glede na ostale točke malo premalo preciziran. To se pravi, je formuliran prenova bazena Slovenske Konjice, ko pa pogledamo gradivo, pa vidimo, da sta v zadnji dva predvidena sklepa. To se pravi, da bi nekoliko bolj precizirali tudi enako kot ostale točke dnevnega reda, tudi to točko. Stvar slavisto, verjetno. Stvar slavisto, vsebina je zadaj, ni na dnevnem redu ne piše vsebina. Eno je pa novogradnja, sem videl v sklepu. Tudi to. Lahko bi bilo, denimo, prenova oziroma novogradnja bazena, da bi rešili nekako. Ok, pa dajmo ta predlog, da se ta 8. točka preimenuje prenova Samo dopolni, oziroma novogradnja. Tako je. Kdo je za takšen predlog? Ne moramo glasovati, ker ni pripravljeno. Ne, dajmo z rokami tole. To moramo z rokami. Kdo je za? Hvala lepa, dopolnimo s to besedico. In sedaj dajem predlog dnevnega reda za to pripombo, vse skupaj na glasovanje. Kdo je za, to pa lahko na mašino gre. Enka. Slabo stiskamo ali je kaj druga narobe? Enka. Evo, zdaj pa gre. Vse gre. Hvala lepa, 19 za, proti. Sej že, proti je že. Proti nihče. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet in prehajamo na prvo točko, to je predlog odloka o mladini v občini Slovenske Konjice. Gre za drugo obravnavo. Za kratko predstavitev bom prosil gospod Natašo Pučnik z občinske uprave. Hvala lepa za besedo, župan. Vas pa vse lepo pozdravljam. Pred vami je predlog odloka o mladini v občini Slovenske Konjice. Glede na prvo obravnavo omenjenega odloka vsebinskih sprememb ni bilo, vas pa na kratko ponovno seznanjam s predlogom. In sicer naša občina že vrsto let izvaja različne ukrepe s področja mladinske politike, vendar pa vseeno do sedaj nismo imeli posebnega odloka, ki bi formalno pravno opredeljeval področje mladine na lokalni ravni. Za obravnavano problematiko v mladinskem sektorju je kot matično delovno telo in posvetovalno telo občinskega sveta za mladinska vprašanja ustanovljen odbor za mladino. Prav tako občina finančno podpira mladinski sektor neposredno vsakoletnim sofinanciranjem programov in projektov na področju mladine preko javnega razpisa. Občina želi s predlaganim odlokom urediti položaj mladine oziroma mladih, opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega sektorja, zagotavljati pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje, ter opredeliti razvoj lokalne mladinske politike z namenom zagotavljati pogoje za uspešno doseganje avtonomije mladih v naši občini. Predlagani odlok o mladini v občini Slovenske Konjice bi postavili kot temelj za nadaljnji razvoj mladinske dejavnosti in ne nazadnje tudi za pripravo lokalnega programa mladih v naši občini. Hvala lepa. Hvala. Obravnavani odlok je, o njem je razpravljal tudi odbor za mladino, pa bom prosil predsednika Andreja Gumzeja, da poda mnenje odbora za mladino k predlaganemu odloku. Stale, da nismo bili srečni, zato smo prav reči, korespondenčno. Odbor za mladino potrjuje predlavo občinskih svetov s tem odlokom mladini v občini Slovenske Konjice v drugi obravnavi.
v odsotnosti predsednice statutarno-pravne komisije bom prosil Jureta Levarta, ki po njenem pooblastilu danes predstavlja mnenje oziroma predloge te komisije. Prosim za mnenje. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Statutarno-pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem odloka o mladini na drugi obravnavi. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da je Štromajer. Ja, hvala. Mislim, se bo tukaj prej oglasil, se ne bom vedno jaz prvi, ampak dobro. Kot prvo naj povem, da pozdravljam predlog odloka o mladini. Mislim, da je korak v pravo smer in zagotovo nekaj, kar mladinski sektor, mladinsko polje v naši občini potrebuje. S tem tudi občina v bistvu daje neko priznanje vsem mladinskim delavkam in delavcem v našem kraju, da delajo dobro oziroma da bojo imeli svoj odlok, ki bo v bistvu podlagal pravni temelj, kot je kolegica povedala, za njihovo delovanje. Bi pa opozoril v bistvu na zelo pomembno stvar, ki pa nas še čaka. Zelo pomembna stvar, ki nas še čaka, je program lokalnega programa za mladino. Tega moramo spraviti skozi v 9 mesecih po sprejemu tega odloka, 6 mesecih. Ker kot vidimo v bistvu pri pripravi odloka, ta sam odlok nima nekih finančnih posledic. Zdaj, lahko bi rekli, da je brezzobi tiger. Ta program bo pa tisti pravi pokazatelj, kakšne so naše prioritete in jaz upam, da bomo tukaj lahko tvorno sodelovali pri sprejemanju tega programa ter s tem pripomogli k nadaljnjemu razvoju mladinskega sektorja v Slovenskih Konjicah. Kot rečeno, bomo predlog odloka podprl. Hvala. Hvala lepa. Gospod Štefanič. V zapisniku statutarno-pravne komisije pod K1 v drugem odstavku piše takole: v razpravi so člani razpravljali o smiselnosti besede predvidoma v 10. členu in se strinjali, da beseda ostane zapisana. Tem se vrnimo na ta 10. člen, ker pa te besede sploh ni, verjetno niti ne rabimo, za kakšen je smisel zdaj tega. Malo je zmede. Jaz vas ponovno prosim, da vse te lektorske zadeve razčistimo prej. Zdaj se pa tule lovimo, pa ne vemo, kaj je kaj. Ja, ne vem, jaz preberem, pa me vrže Pravim, ko preberete, ko se pripravljate na sejo, upozorite, da je kako ne skladi. Zdaj pa tu se vemo slovnične napake popravljati ali pa tipkarske. Se ni slovnično. To ni slovnična napaka. Se strinjam, da ni, ja. Je pa neumnost, ko se eno zatipka. Se lahko jasno. Neža Pavlič. Ja, hvala za besedo. Mi smo tudi pogovarjali, da se pravni gre se za predvidoma, da se lokalni program sprejeli predvidoma za obdobje 5 let in potem smo pogovarjali, ali je smiselno, da določimo torej za obdobje 5 let ali predvidoma za obdobje 5 let. Pogovarjali smo se v tej smeri, da nekako ne spreminjamo dobenih nekih zakonskih usmeritev, ampak je mogoče lažje, da se program potem primerno prilagaja situaciji, torej če se recimo program določi za 3 leta in se vidi, da ga je na leto in pol potrebno malo usmeriti, ker je taka potreba iz okolja, je bolj pametno pustiti predvidoma. Ne spreminjamo pa nič drastično. Gospod Štefanič, program se predvidoma sprejema za obdobje 5 let. V 9. mesecu. V zapisniku je pa napaka. V 9. Tako, ja. Ni problem, da se da predvidoma, ampak 9. ki je v zapisniku napaka. Ok, hvala. Še žo, kdo? Ugotavljam, da ni več vsebinske razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme predlog odloka o mladini v občini Slovenske Konjice še v drugi obravnavi. Kdo je za? Soglasno, ni soglasno, 19 je za, proti nihče. Hvala lepa poročevalki, mi pa seveda odlok je sprejet v drugi obravnavi, zdaj pa veselo na delo damo še vsebino temu. Druga točka, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športni park Konjiška vas. Predlagan je bil skrajšani postopek, prosil bom pa Igorja Frima za uvodno predstavitev. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Pred vami je predlog odloka o spremembi športnega parka Konjiška vas in sicer na pobudo krajevne skupnosti Konjiška vas
smo pristopili k spremembi tega odloka, namreč osnovni odlok, to še moram povedati, no, ta lokacija, kdor ne pozna, je v Konjiški vasi, kjer je športno igrišče. Zdaj, prvotno je po odloku sta bila predvidena 2 objekta in krajevna skupnost je nekako ocenila, da ne bo potrebovala teh 2 objektov in se je odločila za manjši objekt v gabaritu in pa tudi potreba po manjših, pomožnih, enostavnih in nezahtevnih objektih se pojavlja na tem območju, tako da smo to prilagodili, kaj druga pa v tem odloku ni bilo predvideno. Hvala. Hvala lepa. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Tone Ofentavšek, prosim za mnenje odbora. Odbor je obravnaval predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športni park Konjiška vas ter ga daje občinskemu svetu v sprejemanje po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala lepa. 6. pravna komisija, Jure Levak. Ja, tudi naša komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejetje odloka. Hvala lepa. Razprava pred prvo obravnavo. Ugotavljam, da ni želje po razpravi, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme obravnavani odlok najprej v prvi obravnavi. Kdo je za? Kaj s to tehniko? Kako? Ne, vse je ok. Ne more, hvala. Hvala lepa, ugotavljam, da je odlok v prvi obravnavi soglasno sprejet. Odpiram razpravo pred drugo obravnavo in jo hkrati zaključujem. Predlagam občinskemu svetu, da sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športni park Konjiška vas še v drugi obravnavi. Kdo je za? Hvala lepa. Odlok je sprejet soglasno. Hvala lepa poročevalcu, ki pa ostaja z nami tudi pri tretji točki, to je predlog sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe. Gre za gradnjo piščančje farme na Ličnici. Uvodno predstavitev, kot sem že dejal, Igor Frid. Hvala lepa. Zadeva je podobna, če se spomnite, v poletnem času, pred poletnimi počitnicami smo sprejemali podoben sklep na kmetijskem območju za kmetijski objekt v Tepanju, kjer je šlo za prestavitev kmetije. In sicer, ker to dopušča zakon o kmetijskih zemljiščih, je naslednji investitor pristopil k pobudi za izgradnjo piščančje farme v Ličnici. Gre za kmetijo, ki že ima to dejavnost in jo namerava širiti. Kot je zakonodaja določa, da za zadeve, ki niso v občinskem prostorskem načrtu bile predhodno predvidene, mora v takšnem primeru začetek postopka za izdelavo OPPN-ja mora biti sprejet na občinskem svetu. Ko bo sklep objavljen na Uradnem listu, gre zadeva potem v proceduro za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Razlika pri tej zadevi od prejšnje je ta, da ker gre za dejavnost, pri kateri je potrebno predhodno presojo vplivov na okolje narediti, smo tudi to zahtevali in v sklepu je tudi navedeno, da je bilo strani ministrstva izdan sklep, da ta presoja vpliv na okolje ni potrebna in tudi ni potrebno priditi okolje varstvenega soglasja. Tako je izpolnjen tudi ta pogoj, da se lahko pristopi k začetku tega OPPN-ja. Hvala. Hvala lepa. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Tone Ofentavšek. Hvala, odbor je obravnaval predlog sklepa o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe rabe za gradnjo piščančje farme v Ličnici, ga podpira in ga daje občinskemu svetu v sprejem. Hvala lepa. Še v imenu odbora za podeželje, gospod Peter Koren.
Ja, lep večer v mojem imenu. Odbor za podeželje je obravnaval predlog predloga, soglasno podprl in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Še statutarna pravna komisija. Ja, tudi naša komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem brez spremembe. Hvala. Preden dam vam besedo v razpravi, moram povedati, da smo že sami ugotovili, da je na prvi strani predlaganega sklepa se je zopet nekaj zatipkalo, je ostalo od enega od prejšnjih, namreč kmetija Podkuboš, ki je ostala nota, seveda gre za farmo na Ličnici, ne ta kmetija Podkuboša, ki je ostala zapisana. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam, da občinskemu svetu, da sprejme sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za farmo Ličnica. Kdo je za? Ja, imamo 20 za, nihče proti. Hvala lepa, Igor Frim. Mi pa zaključujemo 3. točko in prehajamo na 4. To je predlog sklepa o potrditvi elaborata o oblikovanju ocene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in pa odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Slovenske Konjice. Za uvodno predstavitev bi zaprosil strokovnega sodelavca Komunale Slovenska Bistrica, gospoda Dušana Moškotevca. Je pa v pripravljenem studiji direktor Blaž Gregorič, če bo potrebno kakšno dodatno pojasnilo. Prosim, gospod Moškotevc, ali pa če želite oba, izvolite. Lep pozdrav. Na odborih so rekli, da želijo spoznati direktorja bistriške komunale, pa sem ga pripeljal zdrave, tako da si ga lahko pogledate. Dobro, malo šale. Bom zelo kratek, ker vidim, da ste zelo operativni občinski svet. Gre samo za eno zgodbo, ki se je začela že leta 2008, ko je vaša občina pristopila k izgradnji regijskega centra za ravnanje z odpadki. Zdaj po 9 letih je ta zadeva v bistvu zaključena, zgrajena. Potem pač je treba tudi urediti vse te pravne in pa tehnične postopke, da te smeti, ker ste se pač tudi zavezali, da bodo smeti iz vaše občine se obdelovale in odlagale v tem centru za ravnanje z odpadki na Pragerskem. Bilo je več korakov, od prvega podpisa pogodbe do potem zaključka investicije, do predaje tega investicije v najem naši komunali. Še prej ste že potrdili tudi odlok o ustanovitvi Komunale Slovenska Bistrica, ker ste pač postali solastniki, ker je to edini način, da lahko mi upravljamo te javne službe pač na tak način, kot smo si zamislili. Zdaj pa zadnji korak pač je ta, da je pač treba potrditi tudi cene, ker smo pač mi izvajalec. Vi ste že, mislim, da v marcu potrjevali cene vašega komunalnega podjetja, ki je vsebovalo tudi cene obdelave in odlaganja, ampak ker smo pač mi druga pravna oseba, drugi izvajalec, bom rekel, je to treba ponovno potrditi, pač naše cene. Smo pa že preverjali, tudi verjetno bo vaše strokovne službe potrdile, te naše cene, ki jih mi predlagamo, ne pomenijo za vaše občane dobene spremembe, kar pomeni, da cena ravnanja z odpadki, torej po osebi, po kanti, kakorkoli pač se zaračunava, bo ostala enaka. In gre pač za neko formalno zadevo, za nas pa pomeni to, da pač te smeti se pač že vozijo na Pragersko in tam tudi obdelujejo. To pa je zato, da lahko, ker je tu tudi evropski denar, da potem dosegajo vse cilji, ki so jih bili predvideni v projektu, ko se je pač pridobilo financiranje. Tako na kratko. Hvala lepa. Če bomo ravno direktorja med nami, še damo njemu besedo, če želi. Jaz mislim, da to je del obveznih gospodarskih javnih služb, ki jih mora seveda razpisati občina, kot takšna občina mora imeti to podeljeno. Vsaka ta storitev je razdeljena na upravljanje storitve, torej cene storitve in pa cene infrastrukture, tako pri zbiranju odpadkov, kot pri obdelavi odpadkov in kot potem tudi na koncu kot pri odlaganju odpadkov.
in to zadevo občina kot takšna mora imeti podeljeno, ker je ona nosilec te odgovornosti tudi za to področje in zato jaz mislim, da je to prav, da je tudi tako urejeno. Hvala lepa. Tudi tu gremo po podobnem vrstnem redu. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor je obravnaval ta predlog sklepa in prosim gospoda Offentavška, da poda mnenje odbora. Hvala za besedo. Odbor je obravnaval predlog sklepa o potrditvi elaborata o oblikovanju ocene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja odpadkov, predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov občin Slovenske Konjice ter ga daje občinskemu svetu v sprejem. Hvala lepa. Finance in premoženje, gospod Stane Frim. Tudi odbor za finance in premoženje je obravnaval predlagan elaborat komunalnega podjetja Slovenska Bistrica in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o potrditvi elaborata za oblikovanje cene obdelave določenih vrst in pa odlaganje ostankov predelave komunalnih odpadkov. Hvala lepa. Še svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, gospod Peter Štefanič. Ja, tudi svet predlaga občinskemu svetu, da potrdi elaborat oblikovanja ocene. S tem, da je predlagal v razpravi tudi to, nekakšno opozorilo pristojnim, da v okviru dogovorov in pogodb v tej zvezi zagotovijo korekcijo cen v smislu zniževanja, pa tudi povečevanja stroškov, ki jih zaradi nepremedljivosti ni bilo mogoče natančneje določiti. To so še pokazali potem, da je možno, da se zniža ali pa zvišale. Ok, hvala. In še statutarno-pravna komisija, Jure Levart. Ja, statutarno-pravna komisija tudi potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa o potrditvi elaborata. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Stanko Kolar. Tale moja razprava sicer ne bo vezana na tehnično vsebino tega predloga cene, ker je pač izračunan in neverjetno skladen z vsemi parametri, ki so pač za to potrebni. Bi pa nekako predlagal ali pa mogoče želel kdaj kakšno tehnično predstavitev delovanja tega centra v Pragerskem. Sam sem imel možnost si ga ogledati v Celju, pa bi bil radoveden, na kak način se to pač počne in ravna, tako da bi mogoče kot občina enkrat organizirali izlet, da bi šli tja si pogledati, ali pa mogoče kakšna predstavitev na začetku seje, kot je to običajno bila praksa pred časom, da bi se malo sposeznali, na nek način se z našimi odpadki ubadajo druge in zakaj to tukaj stane, kot stane po tem elaboratu in po obračunu, ki ga daje za nas komunalno podjetje. Hvala lepa. Hvala za predlog. Zapisano. Še želi kdo razpravljati? Gospod Tone Offentavšek. Hvala za besedo. Ja. Zdaj naše mišljenje na odboru je bilo tudi med drugim takšno, da sicer je bilo potem tudi pojasnjeno, pa neki zakon tudi obstoja, da bi v prihodnje taka zadeva morala biti do 31.3. v letu jasna cena, ki se potrjuje, ker danes je šlo gladko, ker se nič ne spreminja. Ko se bo pa cena spreminjala, kar želimo, da se ne bi, v takem primeru bo pa, same veste, malo bolj težko. Zaradi tega bi bilo v redu, da bi se to pravočasno, ker mi danes to sprejemamo, po jutrišnjem pa to velja od 1.10. naprej, ne. Tako da mislim, da je to, na to treba biti pazljiv. Hvala lepa. Stvar je jasna, z Medotom, tako ga imenujejo, bo šlo rednim potem, zdaj smo pač med letom skočili na vlak in je stvar treba zdaj urediti. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene dolg naslov za komunalne odpadke. Kdo je za?
Hvala lepa. 19 za, proti nihče. Hvala lepa poročevalcema. Pa se vidimo verjetno marca. Ja. Ali pa prej, če boste Ali pa prej. organizirali eno let, ne? To pa, ja, to se moramo pa zmeniti, da naredimo. Nikoli problem. Pravilno, ja. Drži. Hvala. Zaključujemo 4. točko in prehajamo na 5. To je predlog sklepa o izdaji soglasja k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtec Slovenske Konjice za šolsko leto 17-18. Uvodno predstavitev bo opravil ravnatelj vrtca gospod Tomaž Popovič. Hvala za besedo, gospod župan. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Se pravi, predlog akta o notranji organizaciji in sistemizaciji je pripravljen na podlagi pristojne zakonodaje, potrebni organizacijski strukturi, ki omogoča delovanje vrtca, predvsem pa glede na vpis otrok v tem šolskem letu. Z začetkom šolskega leta v naš vrtec je vključenih 532 otrok, trenutno imamo kapacitete za 564 otrok. Do konca koledarskega leta bomo vključili še 22 otrok, do konca šolskega leta pa imamo trenutno zanimanje še nekje za 15 otrok. Pri vpisu se je že drugo leto zapovrstjo pokazal povečan vpis otrok prvega starostnega obdobja, kar pomeni, da se strukture oddelkov oziroma oddelki spreminjajo v primerjavi s prejšnjimi leti. So pa v tem šolskem letu razporejeni otroci v 33 oddelkov, od česar so 4 polovični oddelki. Imamo 12 oddelkov prvega starostnega obdobja, 5 kombiniranih oddelkov ter 15 oddelkov drugega starostnega obdobja. Glede na število otrok, oddelkov in enot imamo sistemiziranih 96,24 delovnih mest, od tega je 75 v strokovno-pedagoški službi, 3 so v administrativni finančni službi, 11 v prehranski službi, 2 v tehnično-vzdrževalni službi in 7 v zdravstveno-higienski službi. V letošnji sistemizaciji so še dodane zaposlitve na podlagi razpisov. Ena zaposlitev je asistent za otroka s posebnimi potrebami, to je preko razpisa Ministrstva za šolstvo in šport, ter pa delna zaposlitev koordinator za izvajanje projekta Erasmus+, kjer so pa se pravi sredstva iz mednarodnih skladov. To bi bilo v grobem glede sistemizacije. Hvala lepa. Je to, ne? To je to. Predlagam, da najprej predsednik odbora za družbene dejavnosti Jure Levart poda mnenje odbora. Ja, hvala za besedo. Odbor soglasno podaja pozitivno mnenje temu aktu. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Štromajer. Govorijo, da se skupaj sistematizira 8,75 delovnih mest, razumem, da so eni delno pa nekaj prek programa, ampak številka ne štimajo, ne? Pri finančno-računovodski administrativni službi sistematizirajo 3 delovna mesta, potem pa imamo 1,1 računovodja, 1,1 tajnik, 0,5 knjigovodja in pa 0,62 administrator. Zdaj, če to se hitro seštejemo, to ni 3,0. Še enkrat pogledam. To zagotovo, mislim, to je napaka. Pa drugo vprašanje imam pa zdravstveno-higienska služba, 5,62 čistilke. A lahko to razložite, prosim? Ja, ena delovna mesta so kombinirana, se pravi, da ni čistilka, ampak je delna čistilka, delno je šivilja, delno je tudi lahka. Šivilja je ena, zato ni delno šivilja. Ja, ampak tudi v kuhinji imamo, in to so kombinacije potem, pomočnik v kuhinji, s tem delovnim mestom tudi. To so kombinirana delovna mesta, ne, v kratkem. Okay. Še? Ok, to je popravek, katera je pravilna številka? 3. 3? Ok. Ok. Hvala lepa. Še razprava?
Ugotavljam, da ni več razprave, zato predlagam izvršnemu svetu, da sprejme sklep občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnem zavodu Vrtec Slovenske Konjice za to šolsko leto z to korekcijo, ki je bila ugotovljena. Kdo je za? Oziroma glasujemo, mora reči. Glasujemo. Hvala lepa, soglasno sprejeto z navedenim popravkom. Hvala lepa tudi ravnatelju. Mi pa prehajamo na 6. točko, to je predlog sklepa o imenovanju 3 predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Vrtec Slovenske Konjice. Za uvodno predstavitev bi prosil predsednika KVIA-za gospoda Jožeta Hlačarja. Predlog so prišli 4 predlogi in seveda KVIAS je to pač obravnaval. In na glasovanju je prišlo do zapleta, katerega ste pravzaprav si lahko prebrali, in ker so bili pač 4 predlogi, pa 3 pa možni kandidati, je seveda prišlo pri tem do tega, da sta 2 dobila enako število glasov. In seveda, ko smo se pogovarjali, kaj narediti, smo zadevo pač se pogovarjali in nismo zmogli drugega sklepa, kot pač sejo prekiniti in pa jo pač potem drugič nadaljevati. V nadaljevanju, mislim, vmes smo pa zaprosili službo za lokalno samoupravo in pa statutarno upravno komisijo za pomoč. In seveda neke velike pomoči ni bilo, vsi so ugotovili, da imamo mi v našem poslovniku neko zadevo, ki takšnega slučaja ne predvideva. In mi smo potem bili, ko smo nadaljevali sejo, na istem oziroma v isti situaciji. Ko smo skušali zadevo rešiti, smo potem imeli pač različne predloge. Gospod Nečemir je predlagal, kot ste videli, da bi pač predsedujoči glas predsednika odločil. Potem smo glasovali, to ni bilo sprejeto. In potem smo pač se odločili, da bomo glasovali o teh 2 kandidatih. In kot ste pač videli, gospod Nečemir in jaz nisva glasovala, niti nisva pač ničesar naredila, ostali so glasovali in tako je prišlo do tega predloga, da je pred vami pač predlog takšen, kot je. Komisija predlaga občinskemu svetu, da za člane sveta zavoda Vrtec Slovenske Konjice imenuje Romana Iskrača, Renata Kerovec in Dejana Vrhovška. To je pač zadeva pač malce širše pojasnja, kaj je. Obes je pa sigurno nekaj potrebno, poslovnik je treba toliko dopolniti, da do takih zapletov ne bo prihajalo bodoče, verjetno še na kakšnem drugem področju. Hvala. Hvala lepa. Razprava. Gospod Nečemir. Jaz bi še rad svoje videnje tega poteka dogajanja pojasnil. V glavnem, jaz sem že večkrat povedal, da na KVIAZ-u prihaja do takšnih drugačnih zapletov. Tudi po tem, kaj so mi povedali, kako so se zadeve časi na KVIAZ-u dogajali, kako se zdaj dogaja, pa še veliko sprememb glede tega. Mi smo na nek način, neprestano se spreminja način glasovanja, se pravi, ali je to enkrat bi se ne šlo po večini, se pravi, kako odloča večina, drugič po strokovnosti kandidatov, se pravi, vsakič je drugače. Tokrat je prišlo do nekega čisto novega zapleta, ki ni urejen poslovniku. In sicer to, da sta dobila 2 člana oziroma 2 kandidata, ki sta bila pač na seznamu, isto število glasov. In tega mi nimamo urejenega. In zaradi tega smo mi o tem začeli najprej debatirati na KVIAZ-u.
In eden izmed predlogov je bil, recimo moj je bil, da naj odloči glas predsedujočega, bil predlog, da naj odloča žreb, bil je predlog, da naj glasujemo ponovno. Mislim, da smo se takrat na nek način vsi soglasno strinjali, da ponovno ne moramo glasovati, ker smo že glasovali. Ne? In zaradi tega smo tudi prekinili sejo, mislim, naš kviaz in smo se odločili, da ne bomo prepametni in da bomo poiskali strokovno pomoč. Naprosti smo Mojco in Mojca je poslala poziv na službo za lokalno samoupravo in smo dobili z njihove strani odgovor. In njihov odgovor je bil tak, da oni ne bojo posegali v naše delovanje, ampak da nam predlagajo, da naj damo to vprašanje v našo statutarno pravno komisijo, ki je dejansko zadolžena za tako vprašanje. In mi smo dobili odgovor od statutarno pravne komisije. In statutarna pravna komisija je dala odgovor, da mora odločati glas predsedujočega. Tak sklep so oni sprejeli. In ne glede na to, da so oni sprejeli tak sklep, se pravi, smo mi zdaj bili bolj pametni, ne? In smo se mi ponovno odločali o tem, na kak način naj mi odločamo. Se pravi, jaz sem dal ponovno na glasovanje, glede na to, da je statutarna pravna komisija to sprejela, glede na to, da v veliko poslovnikih, zakonih, odlokih, ne vem čem se obstajajo podobne situacije in da takrat odloča glas predsedujočega, da mi tudi na tak način zadevo uredimo. Se pravi, ker smatram, da ponovno ne moremo glasovati, ker smo že glasovali. Ne? Se pravi, mi dva z gospodem Klačarjem smo podprla to, ostali trije so bili proti temu. Se pravi, so šli naprej drugi predlogi. Jaz sem rekel moje mnenje. Glejte, jaz sem zdaj razlagal moje mnenje in moje stališče glede tega in tudi razlagam, zakaj bom glasoval proti temu sklepu. Jaz sem smatral, da to mi ne moramo postavljati zdaj precedensa, ki bo potem veljal za vse ostale stvari. To je zdaj precedens, ker mi v občini tega nimamo urejenega in zdaj bo en kviaz odločil, na kak način bomo mi naprej odločali. O tem mi ne moramo odločati, me razumete? To je pač moje mnenje, moje stališče. In na podlagi tega, seveda jaz tudi potem sem rekel, da ne bom glasoval, oziroma se tudi ne bom zdržal in zaradi tega izhaja tako iz zapisnika. In isto je storil gospod Klačar. Jaz pač smatram, da če pride do takšne situacije, potem je čist brezpredmetno, da imamo kviaz. Potem dajmo mi vedno glasovati o tem tu na občinskem svetu. Zakaj pa sploh jaz hodim tja? Povejte mi. Jaz ne vem, zakaj hodim tja. Zdaj, ker je vedno tako, oni meni enostavno povejo, kako so se odločili in to je to. Nič drugega mi ne delamo. Zdaj pa še prišlo do take situacije, da ko zadeva niti ni ustrezno pravno urejena in zdaj smo še pa mi tisti, ki bomo postavili pravila pa precedense glede tega. To je moje mnenje, to je moje stališče in iz tega razloga bom jaz tudi glasoval proti temu sklepu in tudi vse vas pozivam, da storite tako. Hvala. Hvala. Jaz bi pa še en pozval, ker nisem bil na statutarno-pravni, kaj je bilo na statutarno-pravni glede tega rečeno. Jaz sem videl ta sklep, pa vidim, da je bila pa razprava zelo širna. Sklep je bil tak. Ja, mogoče, no, kot se jaz spomnim, oziroma kot je zapisano, vse zapisano je res tak, ne, mislim, kot je zapisano, tako je bilo. Dejansko smo mi to zadevo doli po točko razno, ne, tudi se nismo mogli rekel na to prej pripraviti, v tem smislu, da bi lahko pregledali, smo pa takoj pristopili na predlog predsednice k glasovanju, s tem, da smo se skozi zavedali, da mi tu govorimo o nekem predlogu, ne, ki za kviaz ni obvezujoč. No in po tem glasovanju, ki je bilo, kakšno je bilo, no, smo še naprej brskali po zakonodaji, potem je bilo tudi z naše strani prepozno še enkrat glasovati, ne, dejansko smo potem rekli tako, no, da smo se seznanili s 3 zakoni, o tem govorijo, ne, in 2 od teh zakonov govorita o žrebu, en od teh zakonov, recimo na primeru predsedniških volitev, pa govori o glasu predsedujočega. Dejstvo pa je, da ni tu neke prakse, oziroma ne vemo kako naprej. In tudi smo tako zapisali. Ne vem, mogoče Neža, ti. Ja, se prijavila besedi. Neža Pavlič-Bričko. Ja, hvala. Tako kot je Jure rekel, mi smo pod točko razno to obravnavali. Bilo je podano, kot naj podamo neko usmeritev kot mnenje. Zdaj sicer je sklep tu v zapisniku statutarno-pravne. Hitro smo se lotili, pogledali te 3 zakone, ugotovili to in nekako smo podali mnenje, da ali odloča, naj kviaz odloči, ali bo odločal predsednik ali žreb. Nekako tako smo podali, no, mnenje, naj se to upošteva pri kviazu. Hvala. Čisto kratka repliko je, prosim. Ja, jaz bi mogel dati repliko. Jaz se zavedam, da niste imeli dosti časa, pa da mogoče zdaj niste mogli to preučiti.
Ampak ena stvar je pa treba poudariti, da ne glede na to, kakorkoli, niso samo ti trije zakoni, me razumete? Vi ste zdaj našteli ene tri, tako da so edini, niso samo ti trije zakoni. Jaz sem pregledal veliko te dokumentacije in dejansko zadeva se marsikje ponavlja. Jaz ne rečem, da bi to moglo biti pravilo, ampak mi smo zdaj presegli vse možne situacije, mi smo prišli do tega, da na podlagi nekega vašega mnenja smo zdaj mi dejansko sprejeli nek precedens. In zaradi tega jaz pravim, da na podlagi tega, oziroma zaradi tega mi ne moramo za to glasovati, oziroma moramo glasovati proti. Razumem. Še? Želi razpravljati? Ne bi zdaj... Samo mi še, iskali smo tudi druge, ampak ni neke enotne sodne prakse. Je ravna predstavna. Samo malo. Eden ima besedo, prosim, ne mi skaka sem pa tja. Gospod Koren? Jaz sem rekel, da zdaj ugotavljamo dejansko neke prakse na tem ni. Da bo zdaj to pravilo, jaz mislim, da ne, ker bomo spremenili v statutu, bomo sprejeli pravilo za naprej takšno, kot ga bomo sprejeli in se bomo tistega držali. Da je pa zdaj to bilo kaj narobe, pa jaz mislim, da ni bilo nič narobe dejansko. Tudi na volitvah imaš drugi krog volitev. Isti ljudje, ki smo prvič glasovali, smo glasovali še samo od teh dveh, ki ste imela isto število glasov. In jaz mislim, da če si se enkrat odločil za nekoga in celo isti trije, ki smo dali prvič gospodu Vahrško glas, smo dali tudi drugič njemu glas. Tako da jaz ne vidim v tem nič posebnega, če smo še v teh dveh članih, ki nista oba imela vstopnice za svet, še enkrat ponovno glasovali in smo določili, ker pa ima večjo pravico. Prvi nismo ponovno celote glasovali. Mislim, da trenutno v situaciji, ko nimamo tega zapisano, doben zakon ne veleva, kak mora biti, vi samo domnevate, vi samo neko prakso iščete za druge zakone, ni za občinski svet za KVIAS, da je to čisto legitimna rešitev. Če mislite, da bo ta občinski svet danes to zavrnil in bo dejansko to ni bilo obvezujoče, dejansko še mora občinski svet tole potrditi, za naprej pa predlagam, da pa to v statutu spremenimo oziroma dorečemo in bo tale razprava v bodoče čisto brez veze. Hvala. Gospod Kolar. Ja, bi dodal samo to, da če zadeva ni pravno formalno rešena v poslovniku ali kakem drugem aktu, ker tega ne predvideva, se pač z tem novim aktom zadeva reši in dokončno definira, da ne prihaja več do anomalij in različnih praks v prihodnje. Tako da jaz bi predlagal, da ne vem, ali je to zdaj poslovnik delovanja KVIAS-a ali je to v statutu, da se to na prvi seji naslednji to reši in zapiše noter. To, kar se je pa zdaj zgodilo, je pa ena od praks, ki jo bomo pač dali skozi in na koncu verjetno razumeli, da mogoče ni najboljša, je pa v tistem danem trenutku bila večinsko izglasovana, ampak po pravilu, kot je že doslej bila običajna praksa, ki pa razumem, kaj hoče Matej povedati s tem, kar se je dogajalo. Hvala. Hvala. Gospod Štromajer. Ja, KVIAS, to je vedno zabavna tema. To smo imeli že na prvi seji smo se že o tem začeli pogovarjati, pa se še kar pogovarjamo o tem nesrečnem KVIAS-u. Pa bom ponovno na glas povedal, kaj je osnovni problem. Osnovni problem je, da smo ta KVIAS sestavili neproporcionalno. V KVIAS-u imajo večino SDS in SLS, ki pa niso dobili večino v občinskem svetu, ampak kljub temu so si kolegi iz SDS izborili 2 člana KVIAS-a, disproporcionalno, in sedaj seveda kadrujejo tako, kot to njim paše. Zdaj bomo šli do tega, kaj je kolega Ničever povedal. Enkrat malo tako, enkrat malo tako, ampak končni rezultat je pa praviloma vidno isti. Županova koalicija, praviloma SLS in SDS, spravijo skozi, pač tistega, ko se odločijo, da ga bojo spravili skozi. Enkrat tak, enkrat onako, samo pač važno je, da je končni rezultat. Tako da, kot prvo bi jaz kolega Levarta, ki je sestavni del te županove koalicije, pozval, da pa prevzame odgovornost, pa zasede eno mesto v tem KVIAS-u, da bo 13 svetnikov proporcionalno zastopen, da bojo imeli potem večino, kot se spodobi, da ne bomo rabili teh igric v takem merit, pa da bomo s tem dokazali tudi malo višjo stopnjo politične kulture, ne pa da jih zakulisnih igric. Ampak, dajmo se še nekaj drugega vprašati, ne? Spet smo prišli od tega, kar se že dolgo časa pogovarjamo. Zdaj vi od nas pričakujete, da mi glasujemo za Dejana, Renata in Romana, vse, kar vemo je, kako jim je ime, kako se piše in pa kdo je bil njihov predlagatelj. Sva ime, priimek in čigav je, po domače. Ne vemo, kakšno ima izobrazbo, ne vemo, kakšne ima kompetence, ne vemo, kakšna je njihova motivacija za kaj takšnega, ne vemo, ali ima konflikt interesov ali ne vemo nič. Ko država imenuje predstavnike v svoje svetozavode, imaš en kup dokumentacije, ki je treba priložiti, primerljive svetozavode, osnovne šole, domovi pokojnice, da imaš izjavo konflikta interesov, imaš življenjepis, imaš motivacijsko pismo. Mi v naši občini, čeprav to že eni govorimo od začetka tega mandata, mi odločamo samo ime, priimek, pa čigav je. Jaz pri tej farsi ne mislim sodelovati in bom glasoval proti. Hvala.
Hvala. Še želi kdo razpravljati? Zaključujem razpravo in predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o imenovanju Romana Iskrača, Renate Kerovec in Dejana Verhovška za predstavnike ustanovitelja v svetu vrtca Slovenske Konjice. Kdo je za? So vsi? So? Ne še. 13 za, 6 proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Zaključujemo 6. točko in prehajamo na 7. To je predlog sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice. Tudi tu bom prosil predsednika KVIAZ-a, gospoda Jožeta Hlačarja, za uvodno predstavitev. V tem drugem delu seje KVIAZ-a je pač prišlo tudi zaprosilo Sveta zavoda Zdravstveni dom za izdajo soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Svet zavoda je sprejel sklep, s katerim je za direktorja zavoda ponovno imenoval Darka Ratajca, ki je bil tudi edini kandidat. Kandidata smo zaprosili, da se je komisiji predstavil. Seveda, z ozirom, da je bil edini, morebiti ne bilo potrebno, vendar smo ga kljub vsemu zaprosili, pa seveda smo mu tudi postavili nekaj vprašanj in seveda na katera je odgovoril. Pač vprašanja so bila taka in drugačna, vendar smo na koncu bili vsi zadovoljni in tudi seveda na koncu vidite tudi, da smo se strinjali s tem in seveda predlagamo občinskemu svetu, da izda soglasje k imenovanju Darka Ratajca za direktorja Zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice za mandatno obdobje 4 let. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave pri prisotnosti 19. Dajem predlog KVIAZ-a na glasovanje. Ugotavljam, da je predlog oziroma sklep o izdaji soglasja soglasno sprejet. Prehajamo na 8. točko, to je prenova oziroma novogradnja bazena Slovenske Konjice. Čisto kratko uvodno predstavitev bi naredil k temu gradivu, kar ste ga dobili. V bistvu ste dobili tudi kompletno poročilo Zavoda za raziskavo materialov in konstrukcij iz Ljubljane in bi se mogoče osredotočil samo na zadnji odstavek ali pa na zaključke tega mnenja. Zadnji odstavek pravi, glede na vse ugotovljeno, ugotavljajo, da je stanje na bazenu takšno, da ni smiselno se lotiti obnove, ker boš na koncu še vedno star objekt, ampak je potrebno na mesto rekonstrukcije pripraviti projektno dokumentacijo in se lotiti gradnje novega bazena, vsaj v tem gradbenem smislu, školjke in strojne opreme in tudi strojnice, kar pa pomeni, da bi lahko dobili tudi trajnejšo zadevo, pa verjetno funkcionalno tudi prilagojeno glede na današnji čas. No, v skladu s tem poročilom smo takoj po tistem, glede na to, da smo lovili čas še za to današnjo sejo, je bila sklicana tudi komisija, skupina za prenovo bazena, ki se je sestala 20.9. Ne vem, če je to poročilo ni šlo zraven, ne še, ker je to še osnutek. Po široki razpravi, tako glede samega bazena, glede samega športnega centra na Dobravi, je komisija prišla do 2 zaključkov, da se lotimo novogradnje in zato sta tudi ta 2 predlagana sklepa, da smo se seznanili s tem poročilom in da se na mesto rekonstrukcije lotimo gradnje novega bazena in pa hkrati, da naložimo, občinski svet naloži občinski upravi, da izvede postopke, da čim prej pridemo do projektne dokumentacije,
ki bo tudi finančno ovrednotena in potem lahko tudi lažje se pogovarjali o časovnici glede na proračunska sredstva, v kakšni obliki, kako in kaj. Dosti bolj realna bo ta časovnica, kot pa sedaj, ko v bistvu nimamo nič. Se pravi, danes gre pravzaprav za to, da ugotovimo, se odločimo komisija oziroma skupina za bazen, če tako imenujem, na osnovi tega poročila predlaga, da se odločimo za novogradnjo, glede na to, da je novogradnja za malenkost dražja, kot če bi se lotili neke rekonstrukcije, pa še tam ne vemo, kaj nas vse čaka, kaj se vse skriva pod tem betonom in pa hkrati, da damo občinski upravi zelena luč, da se čim prej pripravi projektna dokumentacija, potem pa se odločamo dalje. Toliko na kratko, gradivo ste tako dobili, odpiram razpravo. Tomaž Lanšek. Hvala lepa za besedo. Jaz bi pri tej temi, seveda se vsi veselimo tega novo zgrajenega ali obnovljenega bazena, kakorkoli, samo da bi bil čim prej pričakovano oziroma zaželjeno že v naslednjem letu. Bi pa imel glede te točke vseeno 2 ali 3 vprašanja, delno ste na enega že odgovorili, kako je zadeva potekala. Zdi se mi na nek način nenavadno, da omenjenih sklepov oziroma predlogov ni obravnavalo nobeno delovno telo. Bi prosil samo za pojasnilo, zakaj je do tega dejansko prišlo. Potem bilo bi zanimivo ali na delovnih telesih ali pa ne nazadnje, če ne bi šlo drugače, na tej seji slišati tudi kakšne besede predstavnikov tega gradbenega inštituta ZRMK, to se pravi nekega strokovnega zagovora oziroma besede stroke, nimamo niti priložnosti vprašati za kakšna dodatna pojasnila. Tretje vprašanje, ki sem se ga pa na nek način izpisal, pa je to, da se, vsaj jaz sem tako domneval, da se o zadevi niti ni izjasnila posebna komisija za gradnjo oziroma obnovo bazena. Zdaj ste mi sicer dali ustno pojasnilo, da to dejansko je bilo narejeno, ampak nobenega gradiva pa dejansko nismo kot prilogo niti dobili. Zdi se mi, da je v bistvu zato, da kakor so sklepi formulirani, predvsem ta drugi, da občinski svet nalaga občinski upravi neke postopke, dejansko pa jaz moram reči kot član občinskega sveta, razen tega kratkega poročila, nimam nobenih informacij in tudi možnosti, koga nisem imel kaj vsebinskega vprašati. Je to zdaj malo čudno, da bi jaz dejansko na nek način nalagal občinski upravi neko pot izbiro med 2 možnostima, pa bi prosil sam za kratko povedati. Ja, čisto na kratko. Kot pravim, smo bili v veliki časovni stiski, ker je bilo po elektronski pošti napovedano, da bo poročilo prišlo v tisti petek, kjer datum je to bil, ne vem, ponedeljek, sreda je bila 20. Tisti petek prej je bilo napovedano, da bo poročilo prišlo in je potem dejansko prišlo tisti ponedeljek 18. v hišo. Vmes je že bila sklicana ta skupina za bazen, tako da smo se 20. dobili, takrat, ko je že v bistvu gradivo za današnjo sejo šlo ven. Se pravi, da bi imeli čas, da bi to obravnavali na odborih, oziroma niti ne vem, na katerem odboru, ni. Jaz pa mislim, da je ta poročilo, oziroma da je Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij Ljubljana, če njim pa ne zaupamo, pa res ne vem komu še zaupamo v tej ljubi Sloveniji, enostavno nismo smatrali, da bi bilo potrebno, da bi to poročilo, ki je strokovne narave, še dodatno tolmačili, zdaj tu na občinskem svetu, mislim, da je dovolj egzaktno, dovolj jasno. In v bistvu danes ugotavljamo samo to, glede na to je tudi priporočilo, če ste ga dobro prebrali, da nima smisla se lotevati rekonstrukcije, da je bolj enostavno in pametne, bolj racionalno zgraditi na novo. Ker tisto, če delaš rekonstrukcije, bo mogoče za 10 let, pa še ne veš, kaj bo finančni učinek na koncu prinesel, tu pa le, če na novo zgradiš, pa veš, kaj imaš. Tukaj mogoče na kratko. Gospod Nečemer, pardon, gospod Štromajer. Lep pozdrav. Hvala za besedo. Ne vem, kje bi začel. Bom začel pri časovni stiski.
Jaz smo imeli časovno stisko, da nismo zaradi tega tudi dobili zapisnikov te famozne delovne skupine, v kateri je govoril župan, ki je bila imenovana mimo sodelovanja z javnostjo, za katero tudi, če pisno pošiljaš na občino, da bi prosil kopijo zapisnika, ga ne možeš dobiti. Opozoril bi, da je v bistvu to mnenje, za katero je bilo časovno stisko, bilo naročeno dne 16.8.2017, 16. avgust 2017, v bistvu pa izredno sejo na temo tega konjiškega bazena imeli 26.6. Skoraj 2 meseca pred tem. Se sprašujem, kaj smo delali 2 meseca? Ne? Kaj smo delali 2 meseca, da smo rabili 2 meseca, da smo se odločili, da pa rabimo to mnenje. Ne? Pa bom ugotovil, kaj smo delali takrat. Ne? Zato sem jaz tudi na začetku vprašal, kje pa je realizacija sklepov z prve izredne seje, ki čudežno zmanjkala. Ne? Seveda, naključno čudežno zmanjkalo, ampak jaz bolj slabo verjamem v naključje. Pa bom prebral en sklep, ki smo ga sprejeli, ki pa je izviden iz zapisnika. Občinski sklep številka 2, ki je bil sprejet, ni vaše večine. Občinski svet Občine Slovenske Konjice podpira celostno prenovo bazena Slovenske Konjice in nalaga upravljavcu javnemu komunalnemu podjetju Slovenske Konjice, ta je upravljalec, ja, drži, da pripravi strokovne podlage za celovito prenovo bazena. Jaz se sprašujem, kaj je delal upravljalec, da do danes ni izvršil sklepa občinskega sveta. 3 mesece. 3 mesece je imel javno komunalno podjetje čas, da izvrši sklep številka 2 z prve izredne seje občinskega sveta Občine Slovenske Konjice z dne 26.6.2017 in tega javno komunalno podjetje ni naredilo. Nismo dobili obrazložitve, zakaj ne, nismo dobili niti mnenja, zakaj, da to ni bilo realizirano. Jaz se sprašujem, zakaj to čudežno ni bilo narejeno? Vem, smo se odločili, da namesto da to naredi konjiška komunala, bomo dali to strokovnjakom iz Ljubljane. Ali pa mogo reči, javno komunalno podjetje, ki je naredilo, pa nam to prikrivamo, ne? Pa tega dokumenta ne dobimo. To se človek vpraša, ne? Ker ne vemo. Ne? V vsakem primeru se mi zdi neodgovorno, da ne vemo, kaj je bilo narejeno. Se mi pa zdi žaljivo do občinskega sveta, da javno komunalno podjetje ne izvršuje naših sklepov. Mislim, bo pa duša, kam smo pa prišli? Toliko časovni stiski. Jaz mislim, da časovna stiska, milo rečeno, slab izgovor, ker časovne stiske ni bilo, ker smo odvodoma ugotovili, se že nekaj časa nismo videli. Ni bilo na delovnih telesih, ni bilo na delovnih telesih, ker očitno to ni del javne infrastrukture, čeprav se s tem nikakor ne strinjamo. To bi bilo pa gospod Ofentavško zagotovo moralo biti na njegovem odboru. Pa ne vem, zakaj to ni bilo na njegovem odboru, da bi tudi oni zavzeli stališče, pa predlagali kaj občinskemu svetu, da bi vedeli, to gre pa mimo odbora, le zakaj se človek vpraša. Ampak spet očitno to ni dovolj pomembno, da bi odbori s tem zločil, to gre direktno na občinski svet. Pa še to, tako je kolega Lajnšek na začetku vtil malo tak labovo in točko, da se pa ne bi točno vedelo, kdo pije, kdo plača, kdo kaj naredi. Dobra fora. Ni zapisnikov. Mi ne vemo, o čem je delovna skupina, ker nismo imeli delovno skupino, ki bo strokovno, vključevalno itd. Mi sploh ne vemo, kaj so ti ljudje delali. Skrivamo informacije, skrivamo zapisnike, nič, nula. Ne vemo, kolikrat so se dobili, ne vemo, koliko so bili aktivni, ne vemo, kakšni so bili nasprotujoči predlogi. Ne, mi moramo zdaj tukaj dobimo 2 sklepe in mi zdaj na tem glasujemo. Potem, ko nas niti javno komunalno podjetje očitno več tega občinskega sveta ne šljivi 5%. Zdaj, nasprotujoče si mnenja, kaj bi zdaj lahko naredili, tudi meni tega predstavlja. Jaz moram posebno v tej priložnosti protestirati. Jaz sem takoj, kot direktorica občinske uprave se pohvalila v časopisu, delamo, imamo predloge, imamo ideje, sem rekel, dajte to deliti z ljudmi. To bo na zboru krajano je bilo obljubljeno, da se bo ljudje lahko vključili, da bojo lahko dali svoje mnenje, da bojo lahko dali svoj komentar. Skrivali smo do zadnjega. Kaj skrivamo za ljubo dušo? Kaj pa je narobe? Zakaj pa ljudje ne bi smeli vedeti, o čem se stankujejo njihovi predstavniki, ki jih imenuje župan? Zakaj ne bi smeli vedeti, kaj je v predlogi, ki jih pripravlja javno komunalno podjetje ali pa kdo noče? Zakaj ne? Kaj nas bo kaj manj? Se bomo počutili, kot da smo zapostali? Pa dajmo vključiti ljudi, če so zainteresirani. Res mečemo slabo luč na občino, sami sebe, na člane te komisije. Mislim, to pač ne deluje. Zdaj bom šel pa na sklep. Zdaj, prvi sklep je, da se seznanjamo z tem, kar je bilo naročeno 16.8. spravi pred dobrim mesecem. Ok, lahko se jaz seznanim, ni problema, lahko se seznanim, sem prebral ta dokument, seveda sem ga, upam, da ste ga tudi vsi ostali. Z drugim sklepom imamo pa problema, Z drugim sklepom imamo problem, da imamo neko bianko menico, nekaj, kar ni dopravljal doben odbor, ne vemo časovnice, ne vemo stroškov, ne vemo nič. To pa ne zdaj požegnamo, pa budeš ta bude. Ne bi rekel, tako da temu mesto strano spravo, moram pa te problemšti še enkrat, tako netransparentno, tako ko smo se zaštrikali pri tem nesrečnem bazenu, zato ker ne znamo na elektronsko pošto odgovoriti ali pa dvigniti telefona, pa se pogovarjati z tem, to res meče slabo luč na celotno občino in moram reči, da takšen način se ne oblikuje javna politika, na takšen način se ne obravnava javna infrastruktura, na takšen način se ne dela z nekaj, kar je ljudem blizu. In tudi to, da zdaj spet
vrat na nos, niti komisija ni imela vredo časa, da bi zapisnik imeli, kako bomo odločili, zdaj pa nekaj občinski svet, dajte vi hiter, preden gre na kakršenkoli odbor, preden se malo predebatira, dajte vi vrat na nos, vse z enega dneva na drug v tej temi določili. Čakajte malo, no. A res se nam to mudi? Zakaj se nam to mudi? Kaj skrivamo? Hvala. Počasi gremo. Bom rekel sem tole, da ni potrebno, da gospod Štromajer meša in upravni postopek in katalog informacij javnega značaja, dokumenti, ki so na komunali, kriv je tak župan, ker je največji osel. Hvala. Gospod Stanko Kolar. Hvala za besedo. Jaz sem dotaknil samo ene stvari, ki so sicer predhodniki že nekoliko menili. Tudi mene osebno malo moti bianko menica ali pa nekako neuprimerljiv postopek, kako se bo tole zadeva nadaljevala. Takrat smo bili vsi polni lepih besed in obljub, predvsem z vidika oblikovanja pravega mnenja in prave rešitve, ker v bistvu ta sistem ponuja zdaj diapazon rešitev, na nek način se bo ta objekt reševal. Rekonstrukcija je bila samo ena, seveda se pač obnovi ista stvar, ki je bila. Zdaj, če pa gremo v novo gradnjo oziroma v nov projekt, bi pa bilo zelo dobro vedeti, da se bomo dogovorili za postopek oblikovanja tega projekta. Ali bo ta projekt oblikovan v skladu z nekim javnim natečajem, ali bo še pri tem sodeloval kdo drug kot ta komisija, ki je bila sestavljena tako malo, bi rekel, po proporcu tega občinskega sveta. Zato bi v bistvu predlagal, da se mogoče tole malo bolj opredmeti in se predlaga temu občinskemu svetu ta sklep, takrat, ko bo malo bolj jasen postopek. Gremo mi v neki javni razpis za projekt, ki bi bil zelo zanimiv. Potem so tukaj v zadnji tudi ideje o javno-zasebnih partnerstvih in podobnih rešitvah. Tudi upravnik, ki je bil upravnik zdajšnjega bazena, sam po sebi še ne pomeni, da bo upravnik naslednjega bazena. Tako da to bi bilo dobro malo bolj točno vedeti in se potem bistveno lažje odločili, ali naj takšno bianko menico, ki potem več ne bo sicer bianko menica, damo občinski upravi in tistim, ki bodo pač projekt pripeljali do te mere, da bo zadovoljiv za večino ali pa za vse uporabnike tega bazena v prihodnje. A mi vemo, o čem se pogovarjamo? O tem se pogovarjamo, da moramo priti do projektov A, B, C varianta in se potem odločamo. Dokler pa je vse skupaj megli in samo ta odločitev danes, da rekonstrukcija ne pride v poštev, je novogradnja. Zdaj pa moramo nekaj na papir spraviti, da bomo vedeli, o čem se pogovarjamo. Zdaj ima vsak svojo predstavo, kaj bi to bilo, o tem se pogovarjamo. Potem je še seveda stvar denarja in tako naprej in tudi časovnica, ko bomo imeli na mizi dokumentacijo. Gospod Ratajc, pa potem Matej Čemer, pa Neža Pavlič. Kot član te komisije bi rad povedal, kako to zadeva pač je bila. Mi smo bili na tej komisiji seznanjeni s tem poročilom. Mnenje vsakega posameznega člana komisije, kot lahko vidi, ko bo zapisnik sestanka vam razpravljal. Moje osebno mnenje je tudi sedaj, pa bom povedal, kako komisija naslednje. Torej, ni presenečenje, da je poročilo takšno kot je, ker v stanju bazena se ne ve od danes, pa včeraj, pa se kar nekaj časa žive o tem, da je v slabem stanju. Moje stališče je tudi tako, da mi danes odločimo o tem, ali bomo šli v gradnjo, ali bomo šli v prenovo, ker dejansko se strinjam z kolegi, nekaj pravi, da ne vemo ničesar, ne vemo, koliko bi izgradnja stala, koliko bi dejansko obnova stala, koliko časa bi neke garancije obnove, če bi obnovo šli, garancije za obratovanje bile. Je pa dejansko res, da če gledamo čisto tole poročilo, je verjetno bolj racionalno in gospodarno, da se odločimo za novogradnjo. Verjetno, ne. Tako da težko je zdaj tu biti pametni, ker nimamo podlag, niti ocene približno, koliko bi to stalo, nimamo časovnice, in dejansko zamujamo. Ne zamujamo zdaj meseca pa dva, mi zamujamo dejansko te leta, ker takšen projekt, da ga izpelješ, da ga realiziraš, da ga plačaš in da dobiš uporabno dovoljenje, traja leta in koliko bomo se odločili za novo gradnjo, se moramo zavedati, da bo to
projekt, ki bo kar dolgo trajal. Tako da težko je reči, kaj težko se odločiti in težko je v tej zgodbi biti pametni. Hvala, Matej Ničemer. Sedo. Jaz bi tudi poudaril, da se mi zdi, da je zadeva preuranjena in sicer, da bi danes odločali o teh zadevah, glede na to, da še zadeva res ni bila na nobenem odboru. Predvsem pa vidim tudi en problem in predvsem zaradi tega, ker bila je ta naša situacija z bazenom zelo pereča, nikjer tudi ni omenjeno, če se dela novogradnja, kar moram jaz reči, da sicer ne nasprotujem temu, ampak v kakšnem obsegu, a kje to kdo vidi, ker nikjer ni razvidno. Kakšen je zdaj obseg, ali bo to čofotalnik, ali bo obseg takšen, kot je sedaj. Jaz tudi mislim, da je to taka pomembna stvar, ki jo bomo mi, ko sprejemali, tudi moramo na nek način opredeliti. Hvala. Dobro beremo. Ja. Da se reče občinski pravi, pripravite projektne dokumentacije, a bomo videli, a bomo imeli Fičeka, a bomo imeli Golfa ali pa Mercedesa. Mi moramo povedati, kaj si želimo, ne? Ja, to bo v tem postopku, pa počakamo, pa rečemo, ne bomo niti projektne dokumentacije naročili, pa bomo še čez 1 leto ugotavljali, da ne vemo, kaj bi radi imeli. Ja. Gospa Neža Pavlič-Brečko. Mi smo se dobili 2-krat. Na prvem srečanju nam je gospod Dover predstavil njihovo vizijo možnosti ureditve, precej široko zastavljeno. V bistvu smo izpostavili nekako vsi člani te komisije, delovnega telesa, kakorkoli, da je naša prednostna naloga, prioriteta, torej kopališče, ne ravno celoten center Dobrava. In takrat smo se tudi dogovorili, da nujno potrebujemo še dodatno to strokovno mnenje. Torej po prvem našem sestanku, srečanju, je ta inštitut potem šel v pripravo mnenja oziroma občina v pridobivanje, da so oni nekako to naredili z RVMK in potem smo se mi dobili prejšnji teden, pregledali mnenje, nekako na podlagi njihove strokovnosti kot komisija ocenili, da je zelo, da ni možno rekonstruirati tega bazena, ker ne bomo dobili tega, kar želimo, še vedno bo bazen dotrajan in se to ne priporoča in predlagajo novogradnjo. Kot tako smo se strinjali, da je nekako potrebno k temu pristopiti še seveda čim prej, izkomunicirati širšo javnostjo, kakšen bazen želimo. Nekako smo vsi člani podali mnenja k temu, da ostajamo v teh istih velikostih. Skratka, treba je sedaj pripraviti te idejne projekte, skomunicirati navzven in potem seveda bomo tudi vedeli, kakva je finančna konstrukcija projekta in takrat konkretno odločali, ali to hočemo. Mogoče danes res manjka zapisnik naših srečanj, drugače pa je naš prvotni cilj bil ta, da je bazen čim prej, tudi ali je rekonstrukcija ali novogradnja. In da odločitev sprejema seveda občinski svet, da nismo mi tisto telo. Jure Levert. Ja, hvala za besedo. Eden od sklepov tistih poletnih mesecih, pa tudi naša zaveza občinskega sveta kot celota, ki se mi zdaj gleda takšna stvar, da moramo kot cel občinski svet nastopati, je bil tudi to, da bomo čim prej zagotovili bazen. In zdaj jaz res ne razumem, smo se pri prvem sklepu ostavili, ki je v bistvu vstopnica v to, da smo začeli o bazenu pogovarjati o projektih in se že zdaj tu na prvi točki negiramo tisti svoj prvi in osnovni sklep in zavezo, da bomo čim prej omogočili kopanje. Teda res se pravičujem, tega res ne razumem zdaj, ali je tu kak drug namen, ali nam je zdaj res interes, da čim prej dobimo bazen. Vse o tem, kar se danes pogovarjam, koliko jaz ta sklep razumem, se še bomo imeli možnost pogovarjati. Tako da, jaz mislim, da če tega sklepa danes ne bomo sprejeli, oziroma ne vem, kak bomo onemogočili sploh nadaljevanje. Jaz tako razumem. Hvala. Hvala. Gospod Tone Offentavšek. Repliko je že imel gospod Kolar prej. Ja, okej, Štromar, imaš repliko. Hvala. Prvič, Jure, kateri sklep, citiraj, tega sklepa, o katerem si ti govoril, tega sklepa v zapisniku ni, tega sklepa nihče ni predlagal, o tem sklepu nismo glasovali, tega sklepa ni. Izmišljuj si stvari, piše,
Dokumenti pravijo, mi nismo nikjer sprejeli najkrajše možnem času levo desno, vi ste glasali proti temu, zdaj pa se delaš lepega, češ, ne smo se vsi skupaj zmenili. Tega sklepa, o katerem si govoril prejšnji razpravi. Malo se umirite, ker čakajte malo, nismo v cirkusu, smo na občinskem svetu. Ja, samo v cirkusu vse ljudje ne lažejo. Druga stvar, časovnica in vstopnica, si rekel. Veš kaj, mi smo ta bazen zaprli, oziroma so ga zaprli, brez da bi o tem v občinskem spet sploh razpravljal. Zdaj pa, da pridemo s predlogi rešitve, da občinska uprava predlaga, kako bi to rešili, a za to pa rabimo vstopnico. Malo morke. Hvala. Tomaž Lenšček. Hvala lepa. Jaz bi samo repliciral. Jaz sem se bal, oziroma sem vedel, do česa bo to pripeljalo. To se pravi, ravno to, kar si zdaj, Jure, ti izvedel, to se pravi, ta trik, kar je bil v bistvu tudi z vrtci. Zdaj pa mi nismo proti, oziroma mi nismo za bazen, oziroma smo kar nekaj proti bazenu. Mi enostavno nismo dobili ustreznih informacij in dokumentacije za odločanje. A ne? Je to težko razumeti? Gospod Lenšček, to me pa spomni na tisti sklep, ko smo se pogovarjali o tem, ali bi lesen most na Zbelovem zamenjali z betonskim. Tak približno me tole spomni. Pa ne bomo zdaj na osebni ravni. Gospod Tone Ofentavšek. Hvala lepa. Nisem pričakoval pri tej točki take razprave. Zdaj sem jaz samo malo zmeden. Zdaj ne vem, ali bazen želimo, ali ga ne želimo. Pravilno je, da ste se tako globoko študirali o tem in danes tu izjasnili svoja mnenja. Vendar, nekaj se pa moramo zavedati. Mi imamo danes tu pred seboj tisto, kar želimo. To si jaz mislim. Kot del gospodarstvenika bi rekel tako, tako se dela. Mi moramo priti do idejnega projekta, iz katerega bomo imeli razvidno, kaj bo to nas pravzaprav koštalo. Do takrat se še ni nič zgodilo, do takrat bomo mi dobili idejni projekt. Zdaj, da bi zdaj bila dilema, ali bomo mi tudi to staro popravljali, ali pa ne bomo. Ne vem, če je kdo izmed vas zdaj danes tu, mene tu zravno ni, ki bi mimo tega poročila upal sploh kaj popravljati. Zavod za raziskavo materijala Slovenije je eden najvišjih organov in strokovnjakov za take zadeve. In meni se pa to zdi pravilno, da smo mi tak dokument dobili. Ker če bi mi nekaj drugega imeli, se niti ne bi vedeli, in gledajte, še je vredi ali ni vredi. To, kar smo skozi sumili. Zdaj pa mi točno, ker nismo verjeli gradbenikom iz Celja, ki so to že enkrat naredili. Zdaj pa mi imamo pred seboj dokument in si mislim, da je pravilno. Gledajte, mi moramo biti enotni. Da se to ne zmenimo, pa rečemo. Sprejmemo ta sklep, da se pripravijo takoj idejni projekti, iz katerih bo razvidno, se pravi, naš bazen, približna cena, vse ostalo in to bomo mi dobili na mizo. Takrat se bomo pa pol dejansko odločali. Pa bomo rekli, ja, bazen, tole bomo naredili, tjo, ko bo koštalo, ali bo izvlačilnica, ali bo za skakanje noter, ali bo s ploščicami, ali bo z plastiko, ali bo s tem, ali z unem, vete, to se bo pol vse pokazalo, danes pa ne vemo, mi čisto nič po tega. In meni se zdi, da je pravilno, gledajte, da se zedinimo, da to potrdimo, kar je v prid nas in vseh Konjičanov in vseh občanov. Da damo pooblastilo, da grejo v izdelavo oziroma se naročijo službe te idejne projekte, na podlagi katerih se bomo lahko, mogoče zdaj že v zimskem času, odločali, kako naprej in koliko bo treba denarja in koliko bo treba vsega. Jaz bi ne bi to drugače razmišljal kot tak in se mi zdi, da je to, gledajte, po moje oceni je to pravilna pot. Ja se pa z drugimi tudi strinjam, z Štrojmajerjem, z ostalimi, da so bile gotove stvari noter vmes, ki niso bili se pokrivale. Gledajte,
To je res tako. Ampak jaz ne nazaj to razpravljam, jaz razpravljam to, kar moramo mi zdaj sprejeti, ker je zastojn. Lek se vsi še enkrat gremo okrog, ampak zmeraj smo na istem, tole moramo sprejeti, če hočemo, da se dogovorimo o bazenu, da ga bomo čim prej dobili. Hvala lepa. Hvala. Gospod Stanko Kolar je imel repliko. Jaz imel repliko že prej, ker sem hodil še enkrat sklep, ki ima v bistvu eno vrstični, pa še malo zraven. Občinski svet občine Slovenske Konjice nalaga občinski upravi, da izvede postopke za novo gradnjo bazena v Slovenskih Konjicah. To je en stavek za 250 000 evrov po oceni tega našega inštituta za raziskavo materialov in konstrukcij. Jaz vam povem, to ni mali denar, no, in glede na to, da se od nas pač pričakuje, da to potrdimo, jaz absolutno podpiram novo gradnjo. Bi pričakoval, da tisto, kar je potem tako izletelo zraven iz te komisije, ki so pač posamezniki vejo več, kot vemo mi vsi skupaj, tukaj mogoče v parih ali ne, bo vseeno napisano, na kakšen način se bo to izvajalo, po kakšnem programu. Jaz bi želel, da o tem ne odloča samo ta komisija, ne, ampak da odloča še malo širši krog. Zaradi tega imam komentar in pripombo na to vsebino, ki tukaj manjka. Nisem pa proti temu, da se ta bazen ne bi na novo izvedel. Ne bi pa želel, da je osko odločitev, ne vem, nekega. Ker nekdo, ki bo pripravil projekte, 2-3 projekte, je to gotovo. In s tem smo končali, zberemo enega in to ni to. Ne. Mislim, to je to. Hvala lepa, to je replika. Dokler je na papirju, še vedno lahko spreminjaš. Kako? Dokler je na papirju, še vedno lahko spreminjaš. Vem, samo če bo ta komisija naročila 3 projekte ali 2 projekta, jaz sem prepričan, da jih bomo plačali primeren denar, plus 250 000 evrov in se potem ne bomo več pogovarjali, imamo še 3. ali 4., ker bom rekel, da zabiramo delo in odločitve, da bi bazen bil čim prej narejen. Tako da, to je moja pripomba, ki je na pomankanje vsebine, ne na odločitev. Ok, hvala. Gospod Koren je imel, kako je zapisan že? Ja, no jaz mislim, da se samo ne razumemo, da vsi dobro mislimo, ne? Rad bi rekel, da tisto malo norčevanje ali pa v naglici, mislim, da je to dobro namerno, ne? Če pa župan še 2 seji nič v bazenu dal na obravnavo, bi pa rekli, da kaj se pa zdaj čaka, ne? In to poročilo iz Ljubljane je zdaj samo potrdilo tisto, kar smo se mi bali oziroma sumili, da je bazen v slabem stanju in ste rekli, da je nekdo iz Celja, ki je kup milijonov pokasiral od občine in je zato naredil tako dobro mnenje za občino, ki nam paše, je zato potrdilo, da je bazen res v slabem stanju. To je neka realna ocena, da ja, da ne. In prvi sklep je potem čist na mesto, mislim, da se lahko odločamo o tem, da ne razmišljamo več v obnovi, ampak da gremo v novo gradnjo, ne. Je prvi sklep na mesto. Drugi sklep pa mislim, da nam samo določa oziroma nekdo mora začeti se pogovarjati, ali bo to natečaj, ali bo to, kdo bo naročil projekte, kakšni bo projekti, ali če bomo zdaj tule rekli, kdo dela za novi bazen, kdo bo sploh začel, kaj dela. Mi moramo se odločiti, da nalagamo občinski upravi in potem se bo začel postopek, da bojo ali bo natečaj, ali bo se projekti zbirali, ali se bo bilo kaj, ker drugače bo treba spet čez pol leta očitali, da smo tako se ga zaprlo brez, da se ga zdaj kar odpira tudi brez, ne. To je samo mislim, da je malo iz uvidevnosti dejansko, ne. In nekdo mora, in to še ne pomeni, da bomo to plačali. Dejansko, ko bo neki papiri, niti to ne pomeni zdaj ta sklep, da bo to gradbeno dovoljenje. Mislim, da je to samo osnovni začetek, kaj bi imeli, pa kak bi imeli. Nekdo pa mora začeti o tem zbirati informacije, pa zbirati o tem, kdo bo začel na tem delati. In bomo še presneto, kolikrat, če bomo lahko o tem debatirali, pa lahko sodelovali, Bog, če boste hoteli, oziroma Bog, če bo imel kdo interes, potem to pripeljati do konca, ker vam povem, da to je dolga pot, jaz njo prehodu. In mislim, da bo nazadnjo, jih bo treba prositi, pridite tja, ne pa zdaj, ko pravite, da vas doben noče zraven imeti, ne, Bog, če boste hoteli. Tako da, mislim, da ta sklep nič ni zelo nameren, da je za potrditi, nič se ne vezujemo, kako bomo plačali, kaj bomo plačali, ampak samo resna namera občine, da se začnemo z bazenom ukvarjati in bo v zapisniku sklepu sprejeti, da se občinska uprava začne ukvarjati s tem, pa jaz mislim, da že lahko drug teden, kar prijete na občinsko upravo, kdo bo to zbiral, pa že lahko pomagate delati, pa doben vas ne bo odganjal od tega strati. Moje mnenje je tako. Hvala. Hvala, gospod Hlačar. Malce svojim zraven. Spomnim se, kako je ta bazen izgledal od začetka. Ni bilo najbrž niti 1% tog besed preloženih, kot jih je danes tule, pa so bile slačilnice za moške, za ženske, tuš, pa bazen tak, kot je bil.
pa je zdržal 60 let ali 50, 60. To pomeni, moramo razmisliti o tem, kar želimo za naslednjih 40-50 let kot občina, ki želi imeti nekaj več, kot smo imeli do sedaj. Torej tudi turizem, pa za 250 000 evrov. Jaz grem za poroka, če je ta cifra te prava. Pa bom plačal 1% tistega ali pa več. Tu je treba narediti tako, kot je treba, kot je gospod Ofentavšek rekel, kar želimo, kar hočemo imeti kot kopalci, kot sosedje nogometaši, infrastrukturo za vse, kot kompleks športni, ne samo luknjo, ker bo 1500 kubikov vode not, pa en tuš, pa ne vem kaj še vse, ampak tisto, kar rabimo tudi za, da porabimo prosti čas, še najbrž še kaj zraven. To, če gre kdo po svetu hodil, verjetno, jaz sem hodil, kolega tu na levi, tudi gospod Ofentavšek je, to so, rekel, kombinacije, kjer se tudi popoldan pa zvečer kaj dogaja. Ne pa samo takrat, ko sonce fajn sveti, pa recimo, to je moj komentar. Korajžno prvi korak narediti, vendar v pravo smer, pa rešiti kompleksno tako, pa ne ceno gledati toliko v začetku, ampak dolgoročno gledati kompleks kot naložbo konic v nekaj, na kar bomo lahko ponosni. To je moj, rekel, verbalni prispevek za odločitev. Nič več. Hvala lepa. Hvala. Sutra Tajc, replika? Jaz se pridružujem temu, kaj je gospod Tone povedal. Celoti podpiram to, kaj je rekel. On je govoril, da se še bomo o tem odločevali. Problem je danes tukaj, da imamo mi isto sklep, ki dejansko, bom rekel, rekonstrukcijo zavrača, ampak se odločamo za gradnjo novega bazena. Drži? Tako je, to pomeni zdaj, če prav razumem, rekonstrukcija ni. Moramo se pa zavedati, da so to milijonski zneski, gradnja novega bazena, ne? Da je malo živa, da je to rok trajanja izgradnega vsega tega, to ne bo leto ali pa dveh, ne? Tudi to, verjetno se zavedamo, ne? In to je ta zgodba. To je ta zgodba. Ne, moramo biti pošteni tudi z občanom, ni treba povedati, ko se odločimo mi za novo gradnjo, najmanj 2 leti ali pa več, v konicah bazena ne bo. In zdaj se mi odločamo na osnovi tega, da ne vemo sedaj še, kaj želimo, ne vemo, koliko bo to stalo, ne vemo, in zato pravi, da mi lahko spremimo sklep, da gremo v novo gradnjo, da se začne to zadevo pripravljati, ampak ko bomo pa ugotovili, da je to, ne vem, toliko denarja, ko si ga sploh ne predstavljamo, odkot ga bomo dobili, pa da bo to trajalo, da to naredimo z vsemi dovoljenji, ker to ni samo bazen, to so ostale infrastruktura, to so čistilne, tako vse, potem pa bomo se lahko, bom rekel, lahko odločili. Ampak, če me razumete, jaz sem samo proti temu, da mi zdaj dokončno odločitev sprejmemo. Nihče pa ne brani občinski upravi oziroma komorkoli, o čemu bi se morali tudi pogovarjati, ker veste, to bo moral en profesionalno peljati. To ne moramo peljati to z nekimi komisijami, pa ne vem, da bi malo komunala, malo to se šla, to se tako ne more iti, potem to ne bo nikoli. Imenovati strokovnjaka, ki bo to peljal, bo dati roke, bo to plačati in to se bi Ja, pa vse to je to. Vse, ker smo gradili čistilno pa vrtec, pa nismo gradili to za materiji. Oziroma pripravljali dokumentacijo. Hvala. Gospod Gumzej, pa potem Štefanič. Jaz mislim, da tu ni nobenega člana oziroma članica občinskega sveta, ki se ne želi novega bazena čim prej, tudi za naslednjo kopalno sezono. Vemo pa vsi, da je to teoretično in praktično nemogoče. Je pa res zanimiva ena stvar, tudi jaz nisem član te komisije, pa mi je gospod direktor JKP-ja povedal, oziroma čisto pravi, mislim, da pisnike predloge, ta bazen, koliko se bo šlo, bo novi bazen, bo bazen gabaritov, katerega bo lahko upravljal en reševalec. To se pravi, če ste se zdaj pogledali malo te papirje, ki se bolj
tak ima on zapisan, tam, ker sem če bil dvakrat panelu na sestanku. To se pravi, gabaritov sedanjih bazenov ne bo. Bomo poskali. Dajmo z teh kavarniških debat dol, no. Jaz to prvi čujem. Ja, on ima zapisano tam. Mi se bomo odločali, ko bojo edini projekti narejeni. Ja, pa kako vedno bodo olimpijski bazen, to bo to tako čega načela in čokotada. Zaenkrat takega, ko je zdaj. 16 metrov krat 50, potem bomo videli, kaj bo. Vse bojo dokumenti prišli na mizo, Kristus Marija. Vse pa se smo pa javilo dijema, danes se ja razumemo, zakaj se gre. Zdaj se malo zgubljamo. Gospod Štefanič je želel besedo. Hvala lepa. Mene je kolega Jože malo prehitel. Z njim, pa mislim, da je bil kolega Frid, tudi znam smo se zunaj enkrat na seji pogovarjali, s to vizijo v prihodnje, kako in kaj. In je to nekje zajetno, tudi kolega Stanko je to ujel v svojo misel. Jaz bom rekel takole, tisti, ki imajo kaj izkušenj s starogradnjami pa z novogradnjami, vlagati v staro je vedno hudič. Začneš, urediš, popraviš, drugo leto že nekaj drugega odpove, naslednje leto to in tako naprej, brez konca in kraja je to. Vržeš, v bistvu na nek način mečeš denar stran. Zdaj, novogradnja seveda da, boljše, ker to je naložba za prihodnje. Ampak jaz bi pa tukaj predlagal tole, pa sugeriral. Sam sem razmišljal, olimpijski bazeni so 50x25 metrov, ta je okrog 49, 70 in tako naprej. Ne mislimo na prihodnje leto, mislimo tudi leta naprej. Ne bo vse naenkrat prišlo. Mi lahko verjetno naredimo bazen v osnovi, z vodo se kopa. Ampak, že zdaj pa mora biti verjetno nekje ena vizija, kaj bo obbazenska, ker jaz mislim, da je premalo, da bi z bazenom zadovoljili samo kopanje Konjiča, pa občanov Konjic, mislim, konjiške občine. Ampak bi bilo treba tukaj računati tudi malo na turizem, kaj bomo iz tega stržili, tukaj tudi obbazenske dejavnosti, ampak to ne bo drugo leto. Predvideti, ja, dogrevati. Mislim, tako bi bilo dobro gledati. Hvala lepa. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Jaz mislim, da smo izčrpali vsebinsko razpravo, pa bomo tiste naše čustvene izlive pustili za kasneje. Predlagam občinskemu svetu, da sprejme naslednji sklep, da se občinski svet seznanil s poročilom o pregledu nosilnega sistema plavalnega dolg naslov, ki ga je izdelal Gradbeni inštitut ZRMK iz Ljubljane in se strinja s predlogom inštituta, da se na mesto rekonstrukcije načrtuje gradnja novega bazena v Slovenskih Konjicah. Kdo je za takšen sklep? Zaključeno. 13 za, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in pa drugi sklep, da občinski svet občine Slovenske Konjice nalaga občinski upravi, da izvede postopke za pričetek, se pravi pridobivanje dokumentacije za novogradnjo bazena v Slovenskih Konjicah. Kdo je za? Končam? Končam. 11 za, proti nihče. Ugotavljam tudi ta sklep sprejet. Smo pri 9. točki, to je vprašanja in pobude. Napovedal bi naslednjo sejo, ki bo zaradi, samo malo bi še prosil, da se poslušamo. Bom pa počakal in toliko, da smo vsi pri stvari. Sama bom počakal, da so vsi pri stvari, da se potem ne bomo ponavljali. Napovedal bi naslednjo sejo, ki bo tokrat malo krajši rok, 19.10. Gre za to, da bi morali do 22.10. Imenovati elektorje za volitve v državni svet. Pa imamo eno povabilo Planinskega društva Slovenske Konjice, proslavljajo 90-letnico društva. To bo pa 20. se pravi naslednji dan ob 18. uri v Domu kulture v Slovenskih Konjicah.
Imamo še kaj tu posebnega ali lahko? Ja, gospe Mileni Pokrič Brečko smo dolžni odgovor, pa bom rekel takle, na mailu je že, pa bo čez kak dan prispelo, pa imeli smo še, tudi ta je v finalizaciji glede financ in delne rekonstrukcije dvorca Trebnik, lahko prečitam, kaj je kaj, EU sredstva 1 230 000, gospodarstvo in razvoj, Ministrstvo za gospodarsko razvoj in tehnologijo, po 23. členu smo dali 209 in pa lastna sredstva 31 tavžnic, skupaj 1 470 000 in pa še nastali stroški po rekonstrukciji, se pravi uprema sejne sobe, projektor, zaščita pred propadanjem objekta na A objektu, se pravi pa streha na tistem skrajno desnem delu, ureditev okolice in je vse skupaj 146, bo pa to, kot sem rekel, v kratkem prišlo. Mislim, da drugega nimamo na dolgo. Neža Pavlič Brečko. Hvala še enkrat. Vse vas bi zelo prijazno povabila to soboto ob 18. uri v zgornjem prostoru Mladinskega centra Dravinjske doline, kjer bomo imeli otvoritev prenovljenih prostorov za potrebe izvajanja dveh projektov, in sicer starta projekta financirana preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pridite, da se vas malo popeljamo čez naše prostore, marsikdo še ni bil, pa je verjetno lepa priložnost za druženje pri nas. Hvala. Hvala lepa. Še želi kdo besedo? Ugotavljam, da ne. Hvala lepa. Zaključujem 27. sejo in se vidimo 19. oktobra.